Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. In danes že nova epizoda moje video serije, vaša spletna stran od A do Ž. In danes bom malo spregovorila, vam bom v bistvu pokazala, kaj je kje na spletni strani, kakšni so izrazi, ki se pojavljajo, da boste malo vedeli, ne glede na to, ali jo boste delali sami, vam bo to koristilo, ker boste vedeli, kaj raziskovati, ko boste iskali načine, kako nekaj implementirati. In pa tudi, če delate z strokovnjakom, boste se lažje z njim pogovarjali o tem, kje nekaj je, torej na katero stran greste in tako naprej. To bo čisto kratek prikaz, ampak za začetek mislim, da je super vedeti te stvari, torej kje, kaj na spletni strani stoji. Takole, pa si kar poglejmo zdaj te prve stvari, da boste malo vedeli strukturo spletne strani. Zdaj, vi ko boste prijavljeni v svojo spletno stran, boste imeli takole pasico tule, tega seveda ljudje ne vidijo, to je prvi poudarek, da vas ne bo motilo. In sicer zdaj, na spletni strani najprej imate tule URL in svojo domeno. URL v bistvu dobi vsaka podstran spletne strani ekstra, torej se dodajo, recimo, če gremo na neko drugo, brezplačne vsebine, pol imamo, recimo, baza znanja, se URL spremeni. Torej, tole je vaša domena, torej intelektum.si, tole je pa poln URL specifične strani, kjer ste. Torej, base URL ali osnovni URL je pa tole, ko greste na domačo stran, to je vaš base URL. Zdaj, mi danes v bistvu gledamo frontend spletne strani, torej spletna stran od spredaj, tako kot jo vidijo vaši obiskovalci. Backend na drugi strani je pa druga stvar in je sicer pogled iz administracije. To je pa dostop, ki ga imate samo vi oziroma vaš izdelovalec, pa pač ljudje, ki jim ta dostop omogočite. Ampak načeloma danes se bomo posvetili frontendu, torej sprednjemu pogledu, da vidite, kaj ljudje v bistvu gledajo, kako se znajdejo v teh stvareh. Zdaj, prva stvar, ki jo imate na vsaki spletni strani, mislim, mora biti, je glava. Glava je pač tale del, ki je zgoraj in je v bistvu bolj kot ne na vsaki strani enak, lahko je pa tudi različen za recimo domačo stran in pa za ostale strani. To je čisto, kako je pač smiselno. Za nekatere je to smiselno, za nekatere ni smiselno. To se pač odločamo vsakič znova. Zdaj, kot vidite, glava v prvi vrsti pač vsebuje nek meni. To so vaši meniji. Torej, to je meni in pa tudi nižje se najde meni v nogi, recimo. Po spletni strani lahko imate različne menije, glede na to, kam pač peljajo. Zdaj, če so to bolj torej spletne strani z ogromno vsebine, z ogromno stranmi, podstranmi, seveda se lahko zgodi, da boste celo v glavi imeli dva menija. Lahko imate en glavni meni za tiste najpomembnejše, bomo rekli CTA, najpomembnejše strani, kjer vi prodajate in predstavljate svoje storitve in tako naprej. Pol bi lahko imeli pa še tule en hamburger meni. Hamburger meni so pa tiste 3 črtice, zdaj tule ga nimam, na mobilno stran, če greste, na vsaki spletni strani, tistim črticam, 3 ali pa 4, ki odprejo potem tisti meni, je hamburger meni. Zdaj, glava je seveda lahko na različnih spletnih straneh drugače strukturirana, seveda, lahko je logotip na sredini, lahko je, na desni nikoli, ker ljudje pač gledajo iz leve in krožijo takole iz leve proti desni pa navzdol. Bistveno pa je, da ima meni, da ima povezave seveda na socialna omrežja, so zelo pomembna, in pa klikabilni kontaktni linki. To je v glavi res ono bistveno. Zdaj, jaz grem v zadnjem času v dizajn, kjer je v glavi čim manj, pa se rajši neke stvari rešujejo tudi na druge načine. Recimo, jaz tudi meni imam drugače na domači strani, tule nimam nekega CTA gumba, recimo, ki bi ga lahko imela. Ko gremo pa na druge strani, seveda imamo pa tule še dodaten gumb, in to je pokazatelj, da je lahko glava dejansko drugačna na ostalih straneh, kot pa na domači strani. Na domači strani načeloma izpostavimo res tiste pomembne stvari,
in taka, ne. Zdaj, v meni v glavi seveda spadajo tiste strani, res tiste, ki so vam pomembne. Seveda v glavo ne date splošnih pogojev, pa zasebnosti, pa ne vem kaj še vse, ali pa nekih vaših postranskih projektov, ki vam sploh, mislim, nimate niti namena, da bi vam kaj nosilo ali kakorkoli. Če recimo je blog vam ful postranska stvar in ga sploh ne promovirate, tudi mogoče v glavo ne spada. To je pač stvar, ki se jo pogovorite s svojim izdelovalcem oziroma raziščete v procesu načrtovanja spletne strani, a ne. Potem, ko nadaljujemo po strani, seveda imamo hero section, a ne. Zdaj, hero section, to je po angleško, slovenskega izraza dejansko sploh ne poznam. Pač to je tale vstopni razdelek, bi temu rekla, a ne. In to je tisto, kar izpostavi vsebino specifične podstrani na vaši spletni strani, a ne. Zdaj, to je domača stran in seveda na domači strani hero section mora biti res, mora vas predstavljati, mora res tisto vaše glavno sporočilo predati, a ne. Seveda lahko nadaljujete tudi z nagovorom in tako naprej, ampak o sami vsebini podstrani bomo še govorili. Glavno je, da veste, da to je v bistvu hero section, a ne. In potem imamo telo strani, a ne. Vsaka podstran na spletni strani ima telo, a ne, ima hero section pa telo. Seveda hero section ne rabi biti takšen, a ne. Zdaj bom videla, če bom našla kak malo manj tak, tule zdaj nimam nobenega tajega, a ne. Recimo hero je tudi lahko tak, a ne. Mislim, ne rabi biti. Načeloma hero section rečemo takim razdelkom, ki so malo bolj udarni, a ne, če je samo naslov na vrhu, to ni pol hero section, ampak je res samo naslov, a ne. Torej, telo strani je pa tisti vsebinski del vaše strani, kjer pač zlagate vsebino, a ne, v različne razdelke, ki nekako standardno izgledajo, ampak tudi o tem več v naslednji epizodi, a ne. Potem, kaj je pomembno vedeti, je, kaj je noga. Noga je tako glava, en element, ki se ponavlja po celi strani. Seveda tudi noga je lahko različna na različnih straneh ali različnih odsegih vaše strani, a ne. Zdaj, včasih je smiselno recimo v nogo pač vključiti nekako stvari, tiste tudi vse sekundarne, take, ki vam niso toliko pomembne, a ne, neke povezave, a ne. Zdaj jaz tega sicer nimam toliko, lahko bi imela še zraven povezave, a ne, ampak jaz načeloma imam samo splošne pogoje, zasebnost, piškotke, a ne. To je edino, kar imam takega nekaj ekstra, a ne, lahko bi seveda še dodelala tole nogo, čisto popravim, bi mogla še neko opcijo prijave na novice imeti, pa mogoče še tudi tak CTA, kot ga imam na ostalih straneh v glavi, a ne, bi ga mogla imeti še v nogi, ampak tudi moja spletna stran je tudi še v dodelavi, a ne, neke stvari, pač zaenkrat mi funkcionira tako je, ampak ja, pač načeloma v nogi tudi izpostavimo neke povezave, najbolj storitve, seveda ne sme manjkati vaša vizitka, a ne, da se vidi recimo vaš naslov, nekateri tudi zemljevid dajo v nogo, pač načeloma noga je zbor vaših kontaktov, vizitke in pa povezav, koristnih povezav, ki so na spletni strani. Torej, tiste povezave, ki peljejo na strani, ki dejansko za vas nekaj delajo, in pa tudi strani, ki niso tako zelo pomembne, ampak morajo recimo iz zakonskega vidika biti, a ne, tako splošni pogoji pa zasebnost in piškotki, a ne. Zdaj, kaj je pomembno, da razumete, kaj je section, a ne. Section je v bistvu tako sekcija, razdelek recimo bi lahko temu rekli. Section je enota vsebine v telesu neke podstrani. Recimo, to je en section, kjer se jaz pač predstavim. Potem je en section tole, features, a ne, recimo. Pa imamo section, ne vem, kjer storitve imamo. Storitve so en section. Pol je to extra section, pa to extra section, a veste. Pač dejansko sestavljamo telo vsebine, telo spletne strani v obliki sectionov in potem so zraven še stolpci ali columns, a ne, torej, če imamo levo, desno postavitev, to je to column 1, column 2, a ne, in so lahko različno postavljene. Seveda na mobilni verziji teh stolpčkov ni, ker se zložijo lepo navpično navzdol, a ne. Zdaj, en od elementov, ki je pomemben na spletni strani, so pa
listi oziroma seznami. A ne. Zdaj seznami na spletni strani ali pa taki akordijani, ampak tudi malo več o teh posameznih elementih bomo naslednjič govorili, ampak načeloma lahko različne elemente uporabite za dizajniranje spletne strani, a ne. Ko recimo želite skriti neke neke informacije na prvi pogled, ki jih bojo ljudje brali, takrat, ko jih bo nekaj že zanimalo, a ne, takrat pač lahko uporabite tole, potem lahko uporabite sezname, a ne, seznami so uporabni za izpostavljanje nekih stvari, recimo, kaj vi nudite, kaj vse, a ne. Seveda pomembni so grafični materiali, kot vemo, ampak ja, tako načeloma. Zdaj, zelo pomembno je spregovoriti o navigacijskih elementih, ki so na vaši spletni strani, a ne. Zato bom danes o tem že nekaj spregovorila, naslednjič bolj podrobno. In navigacijski elementi so vse, kar ljudi pelje po vaši spletni strani. Torej, v prvi vrsti so to seveda meniji, ki jih imate in v glavi in v nogi ali kjerkoli, potem kaki klikabilni linki in pa vsi gumbi, ki se znajdejo na vaši spletni strani, da jih ljudje lahko kliknejo in v bistvu pridejo do nekih drugih podstrani vaše spletne strani. Veliko sem že govorila o straneh in podstraneh, a ne. Zdaj, v osnovi, ko vi načrtujete spletno stran, je prva stvar, da postavite strukturo svoje spletne strani, a ne. Zdaj, jaz imam nekaj več teh strani in podstrani in nadrejene strani so tele, ta glavna, a ne. Torej, to so pages, a ne. In potem imamo tudi neko hierarhijo na spletni strani. In vse, kar je takole spodaj v meniju, a ne, in pa vse, kar se odpira takole znotraj strani v CTA razdelkih, so načeloma podstrani, a ne. Torej, to je podstran, to je vse podstran, to so vse podstrani, a ne. In potem so še pomembni arhivi. Arhivi so pa tiste strani, ki prikazujejo nek seznam neke vsebine. Zdaj, arhivske strani pridejo v upoštev tam, kjer so še druge stvari, ne samo predstavitev podjetja. Torej, če imate blog, recimo, če grem jaz na bazo znanja, to je tako moj blog, a ne, to je arhiv mojih blog zapisov, torej archives po angleško, a ne. Torej, vse, kjer imate vi seznam, tudi če imate seznam izdelkov, a ne, zdaj lahko bi imela spletno trgovino, pa bi tole bila moja stran, kjer prikazujem vse izdelke, ki jih imam, a ne. In potem seveda lahko imajo, ne vem, moja baza znanja bi lahko imela različne kategorije, kar jih ima, a ne, ampak sem zdaj jaz to malo sfrknila. In ko ljudje kliknejo na to kategorijo, a ne, se jim tudi pokažejo samo tisti zapisi, ki spadajo v to kategorijo, a ne. In to je tudi arhivska stran. Isto izdelki, vi imate tudi izdelke, lahko pač kategorizirane, oziroma praviloma so kategorizirani, a ne, v različne kategorije, in če ljudje kliknejo na neko posamezno kategorijo, se jim odpre arhivska stran te kategorije, a ne. In to je tudi zelo pomembna stvar, da jo razumete, da nekako razumete odnose med stranmi, a ne. Zdaj, če mi gledamo blog, je stran bloga tista glavna stran, pol so arhivi, pol je pa še stran posameznega zapisa, a ne. Recimo, če gledamo, torej, moja baza znanja, recimo tole brezplačno, bom rekla, je tudi kot neke vrste arhivska stran, a ne, ampak načeloma, recimo, če grem na stran baze znanja, je to ta osnovna stran, in je hkrati arhiv, lahko bi pa bila baza znanja, ne vem, samostojna stran, kjer bi ful na dolgo in široko govorila o tem, kaj moja baza znanja ponuja, ne, in to bi bila neka glavna stran baze znanja, potem bi pa bile spodaj kategorije mojih zapisov, a ne, ampak zdaj dobro, zdaj imam pač to eno kategorijo, ker sem ostale pač odstranila, ampak lahko bi pa imela bolj, a ne. Ampak potem, ko pa gremo na posamezni zapis, seveda, je pa tu potem posamezna stran. Zdaj, ko bomo tudi backend gledali, ja, bomo tudi spoznali predloge, torej templates, a ne, ali pa templates, mislim, kako izgovorite. In dejansko vse, kar ima veze z blogom, z temi arhivskimi stranmi, kjerkoli, a ne, torej tudi v spletni trgovini, pa te posamezne strani, ki veste, recimo,
da vse enako izgledajo. To so potem v bistvu predloge, a ne. Zdaj, kot vidite, recimo, če grem jaz v bazo znanja, bo vsak zapis, ki ga kliknem, bo na nek standardni način izgledal. Torej, vsebina tule, pa seznam vsebine, naslovni del je isti, a ne, torej ta hero section bi lahko rekli, a ne, je čisto isti vse povsod in vsebuje neke podobne informacije, a ne. Tako da ja, to načeloma, te pojme morate razumeti, a ne. Zdaj pa kaj je še pa pomembno, vstopna in izstopna stran. Zdaj, vstopna stran, zdaj nekateri poimenujejo kar domačo stran kot vstopno stran, kar v bistvu ni čisto ustrezno. Vstopna stran je v bistvu tista stran, na kateri pač ljudje vstopijo na spletno stran. To je lahko tudi kjerkoli druga. Zdaj, to je pa odvisno od tega, kak vi marketing peljete. Recimo, ko vi naredite neko kampanjo, a ne. Zdaj, recimo, da bi jaz hotela promovirati svojo videoserijo. Bi potem v takem, a ne, jaz bi pač v bistvu ustvarila nek cel funnel, se temu reče, torej dijaka, ne, ko bi celo kampanjo okrog tega peljala. Torej bi rekla, vstopna stran bo stran videoserije in potem bojo tam pač v posameznih epizodah, a ne, bojo pa še ekstra CTA, klici k akciji in tako naprej, a ne. Tako da, ja, no, to je vstopna stran. Izstopna stran je pa običajno tista stran, na kateri spletno stran ljudje zapustijo, a ne. Torej, kako si vi to zastavite. Torej, tu že govorimo o customer journey oziroma potovanje obiskovalca po spletni strani, a ne. In v bistvu vstopna pa izstopna stran sta temelj nekega takega customer journeyja, a ne. Torej, če človek pride, vstopi na spletno stran na videoseriji, kje želim, da izstopi, a ne. In na tak način se nekako tudi postavlja struktura spletne strani. To zdaj že presega v bistvu namen današnje epizode, a ne. Bomo še kdaj o tem se pogovorili, o customer journeyjih pa to, ampak ful je pomembno, da vi razumete, kaj je vstopna stran, kaj je izstopna stran in v bistvu, ko vi postavljate neko strukturo svoje spletne strani, da vedno to upoštevate. Okej, temeljna vstopna stran je domača stran, ampak realno gledano, vaša domača stran bojo ljudje najmanj gledali, ne. Večinoma boste ljudi na podstrani peljali in tudi, če jaz promoviram prenovo v nekem obdobju, a ne, bo prenova spletnih strani moja vstopna stran. Ali pa če promoviram e-priročnike, ki jih imam, ja, bo to vstopna stran. Če jaz hočem promovirati, recimo narediti oglas za točno tale e-priročnik, je to vstopna stran, a ne. Izstopna stran je pa dejansko potem isto, a ne. Imam tule vstopno in izstopno stran, ker je tule obrazec in pa to je to, a ne. Teda to so povezave, ki so pametno, da jih razumete. Tako mislim, da sem pokrila vse. Ja, okej. Takle, upam, da sem vam pomagala pri razumevanju nekih osnovnih sestavin spletne strani iz vidika obiskovalca v bistvu, a ne, in pa da sem vam pomagala, da boste lažje raziskovali, lažje komunicirali z vašim izdelovalcem spletne strani. Seveda, naslednji teden se mi pa spet pridružite v sredo ob 10, ko bom pa spregovorila točno o tem in bom v praksi pokazala dobre primere, slabe primere, kaj naj bo na vsaki vaši pristajalni strani, torej na straneh ponudbe, ki jih imate na spletni strani in pač imate kako akcijo ali karkoli, ker videvam v praksi, da ogromno teh elementov manjka, čisto po nepotrebnem, ne, ker so čisto enostavna neka pravila, bomo rekli, ki zagotavljajo nekako konverzijo oziroma povečujejo število konverzij. Nič, upam, da se vidimo torej naslednji teden, pa bodite lepo, čau, čau!